Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes smo popeljali skozi primer treninga za naše noge s pomočjo kettlebell uteži, torej zvončaste uteži. Vse, kar si morate še poleg tega zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj ter seveda stol. Če nimate uteži, brez skrbi, pograbite nekaj težkega oziroma sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj, kajti želimo si dobre, pravilne ponovitve, kvaliteta pred kvantiteto. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali po 45 sekund, na kar bo sledila 15-sekundna pauza, ki ti bo omogočala, da se lahko pripraviš na naslednjo vajo. Trening pa ti bo v celoti vzel 12 minut, vendar pričakujem, da vse skupaj napravite več kot dvakrat. Prijem pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabite napraviti ogrevanja, povezavo najdete v spodaj opisu, podariti video like in če se še zmeri nisi naročil na moj kanal, naredi to hitro zdaj. Saj si želim 1000 naročnikov, tako da hitro naročim. Sedaj ga nič več čakati, gremo delovati. Prva vaja, s katero bomo pričeli trening, je počep s kettlebell utežjo na rameno. Vajo bomo napravili v dveh intervalih, tako da bomo imeli kettlebell utež najprej na enem ramenu, potem pa še na drugem. Noge postavite v razkorak širini ramen, utež si udobno namestite na ramo, medtem ko drugo odročite stran od telesa in jo tako tudi držite. Ohranjate zravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice in to je vaš začetni položaj. Z vdihom se spustite v počep, pri tem potisnite zadnjico nazaj, kot da bi se usedli na navidezni stol. Z izdihom se vrnite v stoječ položaj in ga v celoti upravite s petami. Takrat boste največ napetosti čutili na kvadriceps mišicah oziroma prednjih stegenskih mišicah. Nikar ne hitite, vajo izvajajte počasi in kontrolirano. Sledi 15-sekundna pauza, utež samo preložimo na drugo ramo, nasprotno roko odročimo in se ponovno pripravimo za počep. Hrbtenica ostaja zravnana in trebušne mišice napete. Kolena pri spustu držimo v liniji stopal, saj tako naredimo prostor medenici za globlji počep. Vrat je kot podaljšek hrbtenice in ostaja sproščen. Pri vrnitvi nazaj v stoječ položaj se dvignemo s petami in na koncu stisnemo ritne mišice, vendar ne pretiravamo z ekstenzijo, torej potiskom medenice naprej. Kolena pri vrnitvi v stoječ položaj ne zaklepamo, ampak jih ohranjamo rahlo pokrčeno. Dihajte skladno z gibanjem, nikar ne zadržujte diha, pri spustu vdihnete, pri dvigu pa izdihnete. Sledi pauza, vendar se hitro pripravimo za naslednjo vajo sumo squat oziroma sumo počep. Noge postavimo v širok razkorak, stopala obrnemo navzven pod kot 45 stopinj. Kettlebell utež držimo z obema rokama med nogama. Hrbtenico ohranjamo zravnano in trebušno jedro napeto in to je naš začetni položaj. Z vdihom se spustimo v počep, kot da bi se usedli na navidezni stol. Pri tem pa pazimo, da kolen ne povlečemo skupaj, ampak da jih držimo v liniji s stopali. Telesa pri tem ne nagibamo v predklon. Z izdihom vso težo usmerimo na pete in se vrnemo v začetni položaj, ter se pripravimo za vnovično ponovitev. Spust naj bo nekoliko počasnejši od dviga, delo morajo v celoti upraviti noge. Sledi 15-sekundna pauza in po pauzi sledi enaka vaja sumo počepa, ampak le v polovični izvedbi. Noge ponovno postavite v širok razkorak, stopala obrnemo navzven pod kot 45 stopinj, utež še vedno držimo z rokama med nogama, ohranjamo zravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Pazite na držo in mirnost telesa, kolena morate potiskati navzven oziroma držati v liniji s stopali, ko se spustite v počep. Širina razkoraka naj ne bo pri tem pretirana. Dihajte skladno z gibanjem, vaja, pri kateri boste nedvomno čutili raztezanje zadnjice in zadnjih stegenskih mišic.
naslednja vaja, ki je nekoliko bolj dinamična, imenovana kettlebell swing. Z nogami stopite v razkorak širini ramen, hrbtenica ostaja zravnana in trebušne mišice napete. Kettlebell utež držite z obema rokama med nogama, telo nagnemo v rahel predklon, medenico potisnemo nazaj ter malenkost pokrčimo kolena in to je naš začetni položaj. Z izdihom sunemo kettlebell utež naprej, telo poravnamo, pri tem pa stisnemo ritne mišice, ampak ne pretiravamo z ekstenzijo medenice. Kettlebell utež z zravnanimi rokami ustavimo na višini ramen. Z vdihom se kontrolirano vrnemo v začetni položaj za vnovično ponovitev. Nikar ne uporabljajte zagona z rokami, ko sunete kettlebell utež naprej, ampak uporabljajte boke. Skratka, odlična vaja za celo telo, katere cilj je izboljšati moč, mišično vzdržljivost, zvišati srčni utrip in hkrati povečati porabo kalorij. Po pavzi nadaljujemo z vajo Bulgarian split squat oziroma bolgarski enonožni počep, zato si kar pripravimo stol ali klop, zaradi varnosti izvedbe predlagam, da si postavite ob steno. Omenjeno vajo bomo izvajali v 2 intervalih. Stopite približno 2 koraka pred stol, noge postavite v širini bokov, eno nogo dvignite in udobno postavite nazaj na sedalo stola. Razdaljo lahko še malenkost popravite in najdete udoben položaj. Eno roko medtem položite na bok, v drugo roko pa pograbite kettlebell utež. Hrbtenico ohranjate zravnano in napete trebušne mišice, pogled pa usmerite naravnost naprej. Ne pozabite, zadnja noga vam pomaga pri ravnotežju, gibanje vaje je osredotočeno na sprednjo nogo. Z vdihom pokrčite oba kolena in telo potisnite proti tlom, tako da prednjo nogo poravnate s tlemi. Z izdihom se potisnite nazaj v stoječ položaj, težo dviga usmerite na pete prednje noge, hkrati pa stisnite ritne mišice. Sedaj sledi 15-sekundna pavza, stresite noge in na stol položite nasprotno nogo, utež pa si predajte v drugo roko. Poskrbite, da ostajate mirni, če ste si šteli število ponovitev, jih poskušajte enako število napraviti še z nasprotno nogo. Pazite na ravnotežje, med izvedbo boste zasledili, da je z eno nogo šlo delati lažje kot z drugo, naslednjič vam predlagam, da pričnete s šibkejšo in nato nadaljujete z močnejšo. Stopala lahko na sedalo postavite na 2 načina, izberite tistega, ki vam je ljubši. Ena od možnosti je, da stopalo narta položite na klop ali pa dvignete na konice prstov, tako da je dvignjen proti stropu. Hrbtenico ohranjate zravnano in napete trebušne mišice, pri spustu vdihnite in se počasi spustite proti tlom. Dvig popravite s peto prednje noge in nikar ne potiskajte za zadnjo naprej. Med pauzo hitro odmaknemo stol in se pripravimo za vajo static split squat oziroma statični izpadni korak. Vajo bomo ponovno napravili v 2 intervalih. Noge bomo postavili v širok razkorak, pazimo, da ni preširok. Še vedno želimo zagotoviti pravilno izvedbo in ne ogroziti drže. Peta zadnjega stopala ostaja ves čas dvignjena. V eno roko pograbimo kettlebell utež, drugo pa položimo na bok. Z vdihom telo spustimo proti tlom, pokrčimo oba kolena, zadnje potuje naravnost navzdol proti tlom, skladno pa še zraven usmerimo medenico. Pazimo, da s kolenom ne odbijemo oziroma udarimo ob tla, približamo se le toliko, da se narahlo dotaknemo. Z izdihom obrnemo potek gibanja in se dvignemo s peto prednje noge. Zgornji del telesa držimo miren in zravnan. Dihanje naj bo skladno z gibanjem, izdih sledi v fazi dviga, medtem ko vdih pri spustu. Sedaj sledi 15-sekundna pauza, zamenjamo nogo, kettlebell utež, pri tem preložimo v nasprotno roko. Vzdržujte zravnano držo hrbtenice in napetost trebušnega jedra. Nikar ne hitite s spustom in dvigom, ker lahko hitro izgubite ravnotežje in se pri tem poškodujete. Napetost morate ohranjati v nogah in nikar prenašati na hrbtenico. Če začutite bolečino v križu, takoj prenehajte z izvedbo in se ponovno pripravite v pravilni začetni položaj. Delo mora v celoti opraviti prednja noga. Spust naj bo kontroliran in nekoliko počasnejši od dviga.
Pred nami je že 10. vaja, imenovana B-Stance Romanian Deadlift oziroma podprti mrtvi dvig z eno nogo. Vajo bomo izvajali v 2 intervalih, kot že večina vaj poprej in tudi zadnjič. Postavite se z nogami v širini bokov, malenkost pokrčite kolena, eno nogo pomaknite malenkost naprej, zadnje pa rahlo obrnite navzven. Stopalo zadnje noge postavite tako, da peto dvignete od tal. Večino teže postavite na sprednje stopalo. V eno roko pograbite kettlebellov tež, drugo pa položite na bok. Hrbtenica ostaja zravnana in trebušne mišice napete in to je vaš začetni položaj. Z vdihom potisnite bok nazaj, telo nagnite v predklon, kettlebellov tež mora pri tem potovati po nogah oziroma po stegnih v smeri sredine stopal. Ustavite se na točki, ko boste začutili raztezanje zadnjičnih mišic. Z izdihom obrnite gibanje in povlecite kettlebellov tež nazaj navzgor, pri tem pa stisnite stegenske in ritne mišice. Med pavzo samo zamenjamo nogo, preložimo kettlebellov tež v drugo roko in nadaljujemo z istim gibanjem. Nima veze, kako jo boste poimenovali, vaja ima ogromno benefitov. S to vajo boste izboljšali ravnotežje, stabilnost, kar pomeni zmanjšanje asimetrij. To ne velja samo za to vajo, ampak za vse vaje, ki jih izvajamo z eno nogo. Z vajo boste zmanjšali bolečine v kolenih, kolkih, ramenih, skratka pomagala vam bo pri gibljivosti vseh sklepov, sploh pri počepih in splošnih mrtvih dvigih. Pazite, da ohranjate mirnost in kontrolo telesa, ki je skladno z dihanjem. Sledi še zadnja pavza in zadnja vaja, imenovana Romanian Deadlift oziroma romunski mrtvi dvig. Noge postavite v širini bokov, rahlo pokrčite kolena, kettlebellov tež pograbite z obema rokama in jo držite na stegnih. Ohranjajte zravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice in to je vaš začetni položaj. Z vdihom potisnite medenico nazaj in telo spustite v predklon. S kettlebellov težjo podrsajte navzdol po stegnih v smeri sredine stopal, vse dokler ne začutite raztezanja ritnih mišic. Takrat se tudi ustavite in z izdihom obrnite poti gibanja in se vrnite v začetni položaj ter stisnite stegenske in ritne mišice. Pazite, da med izvedbo ves čas ohranjate zravnano držo hrbtenice in napeto trebušno jedro. Če boste uteži ponesli pretirano naprej pred stopala, boste začutili bolečino v križu in to je znak, da vajo izvajate nepravilno. Takrat prenehajte in se ponovno pripravite v začetni položaj. In konec. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi tako kot jaz. To je le primer treninga, ki ga napravite za noge. Če bi si seveda želeli videti še več, pa mi seveda pišite spodaj v komentarje. Le tako lahko vem, kakšne vsebine so vam všeč. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabite deliti video dalje, ga napravite skupaj z vašo prijateljico, no seveda podariti like. Se naročite na moj kanal in pritisnite zvončka, da ne zamudite bodočih vsebin. Srečen do naslednjega tedna.